Leonard, Kaj? veš, kdo je bil Harry Houdini? Ne, nimam pojma. Harry Houdini je bil prav poseben čarovnik. Najbolj je bil znan po tem, da je uspešno pobegnil iz lisic, iz zaboja ali iz zapora, kamorkoli so ga policaji vklenili. Ja, nekako tako ti bom pokazal in tudi vam, kako je pobegnil Harry Houdini. Tole naj bo Harry, ok? Tole naj bodo lisice, v katere so vklenili Harryja. Tole bo pa zapor, v katerega so vklenili Harryja, prav? Torej, v zapor gre Harry, takole, in zapor zapečatijo z posebnimi lisicami, takole, da Harry Houdini ne more več pobegniti. Tako, sedaj imamo tukaj Harryja v zaporu in Torej, tukaj imamo lisice. Palec in sredinec sta zapor. Takole, kazalec in sredinec sta zapor, to so lisice, tole je pa prostost. A je prav? In zdaj Harry, če tudi je tukaj na teh dveh prstih, na kazalcu in sredincu, ne more nikamor pobegniti, saj so tukaj lisice. A je prav? Zdaj pa bo rekel Harry, Leonard, pomagaj mi s čarobno palico. Abrahadabra, simsalabim. Bum. In kaj se zgodi, kljub temu, da je Harry ujet? Bum. Pobegne iz zapora na prostost. Cool, ne? Hop. Hop. In kaj je najboljše? Tudi vi boste kmalu znali ta čarovniški trik, kako pobegniti iz zapora. Čez 5, 4, 3, 2, Hitro, 1, gremo! Kako to naredimo? Doma poišči dve gumici. Dobro. Jaz sem vzel malo debelejši, da se lepše vidita. Vzel sem ene barve in eno druge barve. Tako da zelena bo Harry Houdini, bela bodo... Zapor. Bo zapor, ok. Bo, ja, lisice. Ali lisice, takole, ja. Vse, kar moraš narediti, je to, da vzameš gumico in jo daš na ta dva prsta, ki jo rečemo kako? Zapor. Ja, ampak kako ima rečemo? Ja, dobro. To je palec, Kazalec, sredinec. palec, kazalec, sredinec. Torej, na kazalec in sredinec daš gumico in s tole gumico takole daš, enkrat obrneš, enkrat obrneš, enkrat obrneš, enkrat obrneš, takole, da imaš Harryja Houdinija zaklenjenega v zaporu, prav? Z lisicami, evo ga. Tako da ta gumica nikakor ne more iti preko na ta dva prsta, v čem je ravno najbolj neverjetnost tega trika. Ampak, ko mi zapremo prste, naredimo nekaj posebnega. Namreč tukaj pokažemo takole roko gledalcem iz obeh strani in rečemo takole, Harry ne more nikamor pobegniti. In v tistem tole gumico malce potegnemo sem, do sem, ne? Ja. In ko zapremo prste, če vidite dobro, Ko obrnemo, ja. ko zapremo prste in obrnemo dlan, v bistvu te prste damo noter. V gumico. Takole, ja. Torej, to je vse, kar moramo narediti. Še enkrat vam ponovim. Takole, primeš tukaj, rečeš takole, Harry zdaj ne more več iz tega ven potegniti in daš samole takole čez. Ok? Samole takole. Samole takole. Skratka, pokažeš pa gledalcem seveda sedaj dlan iz te smeri, ne? Tako da vidijo samo to. Ne vidijo tega. Tega ne smejo videti, tako da narobe. Tak moraš kazati. Ok? In sedaj vse, kar moraš narediti. Kazalca in sredinca hitreje potegneš kot ostale prste. Samo stegneš. Vse skupaj samo stegneš. A ja. Ja, gled, kaj se zgodi. Če zdaj jaz takole počasi, vam pokažem počasi. Je skočilo na druga dva prsta kljub tej gumici. Ta gumica je pravzaprav samo za kamuflažo. Samo za preusmerjanje pozornosti. V resnici se to zgodi tudi brez te gumice, ne? Torej, če naredimo še enkrat, imamo Harryja tukaj in vam zaradi lažje razlage bom sedaj pokazal brez gumice, prav? Ja. Torej, takole pokažemo Ja. in rečemo sedaj Harry ne more nikamor. 3, 4, hop, pa je šel na druga dva prsta.